Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan in dobrodošli na novinarski konferenci ob 3. obletnici vlade dr. Roberta Goloba. Z nami so predsednik vlade in stranke Gibanja Svoboda dr. Robert Golob, minister za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han in ministrica za kulturo ter koordinatorica Levice dr. Asta Vrečko. Gospod predsednik, beseda je vaša. Hvala lepa in lep pozdrav. Ko smo pred 3 leti zastavili našo skupno pot, so bile razmere v državi izredno zahtevne in pot, ki smo jo izbrali, tudi približno ni bila lahka. Ampak danes lahko s ponosom vsi skupaj trdimo, da smo postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost. Jaz bi se rad ob tej priložnosti zahvalil obema koalicijskima partnerjama za sodelovanje do sedaj in tudi zavezanost skupnim vrednotom in ciljem za naprej. Nimamo vedno o vsaki stvari enakega mnenja, to niti ne pričakujemo, različna mnenja nas bogatijo, ampak vedno smo pa pokazali, da takrat, ko je najtežje in ko se gre za javne koristi, znamo potegniti skupaj in smo tudi pri tem celoti enotni. In ravno zaradi te enotnosti v koaliciji nam je uspelo spraviti skupaj najtežje odločitve, nasloviti najtežje razvojne izzive in, kot rečeno, s ponosom lahko rečem, da je danes Slovenija bolj vključujoča in tudi bolj odporna, kot je bila, ko smo prevzeli vlado pred 3 leti. Marsikateri razvojni izziv, ki smo si ga zastavili, bi moral biti naslovljen mogoče že prej. In tudi v našem mandatu so bila pričakovanja, da jih bomo rešili čim hitreje, skoraj da čez noč. Mi smo namenoma ubrali drugo pot, ki je iskala rešitve v zelo širokem krogu deležnikov. Prisegali smo in še vedno na socialni dialog. Na dialog, kjer z vsemi deležniki v družbi naslovimo najtežje izzive, zato da najdemo rešitve, ki so najbolj uravnotežene in s tem tudi na dolgi rok najboljše. Zato je trajalo nekoliko dlje, ampak danes, po 3 letih, je večina razvojnih izzivov odgovorjenih. In to je tisto, kar šteje. Temelji so postavljeni. Je pa Slovenija danes tudi bolj odporna, predvsem zaradi tega, ker jaz res iskreno verjamem, da varnost ne pomeni več orožja. Samo nakupi orožja ne pomagajo pri varnosti, ravno obratno. Izhajamo iz načela, da je varnost v prvi meri pogojena tudi s konkurenčnostjo države, gospodarstva in družbe kot take, da konkurenčnost lahko temelji samo na znanju in na tem, da delujemo kot povezana skupnost. Povezana skupnost, ki je opolnomočena znanjem, je tista, ki je lahko v globalnem svetu konkurenčna in ki lahko se tudi odziva na številne izzive, ki nam jih vsak dan postreže življenje na tem planetu. Ravno zaradi tega se je izkazalo, da ta povezana skupnost moramo temeljiti prihodnost na krepitvi javnega. To je ena zaveza, na kateri smo temeljili našo koalicijo, na kateri bomo temeljili tudi naša povezovanja za naprej. Verjamemo, da sta javno zdravstvo, javno šolstvo, močni socialni sistemi, podporni sistemi, tisti temelj, ki dela Slovenijo drugačno od naših sosed, tudi znotraj Evrope, ker gradi družbo solidarnosti. Jaz sem na to ponosen, da smo jo še okrepili
in na tej poti bomo tudi vztrajali, ne glede na različna mnenja, ki prihajajo od drugje. V zvezi s krepitvijo javnega se je največkrat govorilo o reformah. Ampak reforma kot beseda sama po sebi nič ne pomeni, reforma so tudi obrazi in predvsem obrazi. In naprimer, ravno včeraj sem imel to priložnost, ko govorimo o reformi zdravstva, da sem se prepričal, kako v UKC Ljubljana, ravno in zato, ker imamo močno javno zdravstvo, lahko najzahtevnejše operacije, kot je transplantacija srca, so dostopne vsakomur v Sloveniji. Poudarjam, dostopnost do najzahtevnejših operacij je v Sloveniji na najvišjem nivoju v svetu. V zadnjih 10 letih je bila Slovenija na tem področju na prvem mestu v svetu 6 ali 7 let. To je tisto, na kar smo lahko ponosni in to je tisto, kamor moramo vlagati, tako napore, kot tudi sredstva za krepitev teh sistemov naprej. Obrazi so tudi vzgojitelji in učitelji. Plačna reforma je bila med drugim namenjena, da njihovo predanost, njihovo skrb za naše otroke naredimo z dostojnimi plačili in jim s tem izkažemo spoštovanje. In reforme so tudi to, da dolgotrajna oskrba, o kateri se v zadnjem času toliko govori, da vsi si znamo narisati, da gre za naše detke, naše babice, da bomo vsi nekoč stari, da je skrajni čas, da znamo kot družba poskrbeti za starajoče ljudi. Na način, ki bo za njih, da jim izkažemo spoštovanje in na način, da bojo oni lahko ohranili človeško dostojanstvo. Prav z dolgotrajno oskrbo bo dostopnost do domov bistveno olajšana, tudi finančno, predvsem pa bo oskrba na domu nekaj, kar ne bo več na plečih izključno svojcev, ampak nekaj, kjer bo kot država, kot družba priskočili na pomoč vsi. In ne nazadnje, vsaka generacija ima svojo odgovornost do države. Tudi mi jo imamo. In naša koalicija, naša odgovornost je, da ne gledamo samo na en mandat, ne gledamo samo na zaključek tega mandata, ampak da ponudimo vizijo, ki gre dlje, ki gre tudi v naslednji mandat in še enega čez. Ponudimo vizijo moderne, socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, na opolnomočenju in na znanju vseh državljank in državljanov. Hvala lepa. Hvala. Minister Han. Najprej lep pozdrav še z moje strani. Bom nadaljeval v stilu, kot je predsednik vlade v bistvu naredil neko osnovo. Vem, da bi se vse tri stranke, ker smo vsi trije predsedniki tudi političnih strank, lahko za svojimi resorji, kaj smo naredili, na nek način pohvalili in pokazali rezultate in verjetno bomo imeli v nadaljevanju ne današnje seje, ampak nasploh čas, da rezultate tudi posameznih ministrstev jasno povemo, ampak ključno je, da gledamo to vlado, to koalicijsko vlado kot celoto. In z večino, kar je povedal, z tezami, kar je povedal predsednik vlade, se absolutno strinjam. In moram reči, da sem kot socialni demokrat, kot predsednik socialnih demokratov lahko zadovoljen z seveda oddelanim, kar smo delali v zadnjih 3 letih in ni bilo enostavno. Če je prejšnja vlada imela COVID, je ta vlada imela 2 krizi, ki so nas pred podpisom koalicijske pogodbe na nek način doletela. Ena je bila vojna, ki se je začela v Ukrajini, druga je bila posledično energetska kriza in že takrat smo vedeli, da bomo mogli nekatere zadeve absolutno kurze spreminjati, če želimo na nek način pomagati slovenskim ljudem oziroma posledično gospodarstvu. In veseli me, da smo lahko skupaj z vsemi obedvema partnerjema, saj iz moje strani, da ocenim ta napredek, ki smo ga naredili kot izpolnjevanje naših skupnih zavez, ki smo jih naredili pred 3 leti. Zdaj, jaz za sebe lahko govorim, kot tudi socialni demokrati, mi smo v tej vladi na nek način najstarejša stranka. Dovolite mi, da tvegam z izjavo, da smo tudi en glas razuma in stabilnosti, ampak verjetno pa v tej vladi z posebnim poudarkom na gospodarstvu, na razvoju in na socialni pravičnosti. In ta koalicija je naredila nekaj skupnih nalog. Obvladovala je draginjo, vi se spomnite, kakšne so bile težave z visokimi cenami in če me gledamo danes inflacijo, smo tako zadovoljni. Kaj je naredila za energetsko draginjo, za podjetja
in za gospodinjstva. Naredili smo kar nekaj podpor za gospodarstvo, v turizmu in tako naprej smo naredili kar nekaj korakov naprej in da ne govorim v športu. Ampak ključno, kar se mi zdi, kar absolutno se strinjam z predsednikom, da nobena vlada ne bo uspešna, če bo pozabila ljudi. In ta vlada ni pozabila ljudi, tako zaposlene, kot seveda tudi podjetnike. Zato verjamem, da do pravih rešitev ne moramo priti sami, ampak lahko pridemo samo skupaj s tistim, ki delajo, s tistim, ki ustvarjajo in s tistim, ki seveda nosimo tudi politične odločitev. Tako da mi ta dialog, v tem dialogu ne govorimo, ta vlada, ampak ta dialog preprosto živimo. In zato je včasih težje sprejeti kakšno odločitev, ker moraš pač na nek način sprejeti kompromis, ampak ta kompromis, ki je dosežen med socialnimi partnerji, je najboljši. Zato in je ključen za razvoj naše države in pa zaupanje v državo, kar je za moje pojme zelo pomembno. Tako da, kar se tiče pa zgodbe za naprej, koalicija, ki je naredila svoje naloge, jih je naredila dobro. Znamo včasih tudi spremeniti kakšno odločitev, se na nek način posuditi s papelom, ker smo naredili kakšno napako, ampak to je edina prava politika. Ko narediš na nek način kaj tazga, ki potem v javnosti na nek način ne dosežeš cilja, enostavno rečeš, bomo zadeve spremenili. In to se mi zdi ključno in tukaj vem, da imamo tudi ministri podporo od predsednika vlade. Tako da jaz bi na tem mestu končal in leto dni je še, ali pa 8-9 mesecev do volitev, zadeve bomo pripeljali mirno do konca in se pripravili na nov mandat, ki verjamem, da bo leva sredina dobila še en mandat za vodenje države. Hvala in še ministrica Vrečko. Ja, dober dan. Najprej opravičilo. Danes zjutraj sem dobila veliko alergijo in zaradi tega nisem bolna. V redu si, v redu. Hvala. Tudi malo težje vidim. Evo, zdaj hvala predhodnikoma za njun pogled. Moj ni daleč stran od tega. Jaz predstavljam seveda najmanjšo stranko v koaliciji, stranko, ki je sicer v politiki že 3. mandat, ampak je prejšnja 2 presedela v opoziciji. In to z namenom. Kajti nismo se strinjali z politikami vladajočih strank, ki jih je bilo in pa koaliciji, ki jih je bilo kar nekaj pravzaprav v tem času našega obstoja, ampak smo pa začutili iskreno pripravljenost ob začetku mandata, vstopu v levosredinsko vlado, tudi z obema partnericama, da tukaj je zaveza, da bomo premaknili stvari na bolje. Predvsem je ta zaveza veljala k eni stvari in to je zavezi izboljšanju življenja ljudi, dostojanstva ljudi. In to mislim, da je tudi izjemno pomemben korak, ki ga je ta vlada naredila v 3 letih. Z gotovostjo lahko rečem, da danes ljudje v Sloveniji živijo bolje, kot so živeli pred 3 leti. Trdim tudi, da je ta vlada resno zavezana k trajnostnim rešitvam, okoljskim problematikam. To je tudi tista stvar, ki jo v Levici imamo kot za enega izmed stebrov naših politik in veseli me, da imamo tukaj resen dialog o vprašanjih prihodnosti. In čeprav v Levici, kot rečeno, kot najmanjša stranka smo dobili priložnost in imamo možnost delati na tistih resorjih, ki so nam bila zaupana in tistih, ki so za nas programsko ključna. To so delo, sociala, stanovanja, dolgotrajna oskrba in kultura. In absolutno je bilo v tem času mnogo kompromisov, pogovorov, različnih mnenj in pogledov, kako iskati skupne rešitve.
ampak zaveza je ostala vedno ena in ta je bila tudi vedno uresničena, da smo te rešitve tudi našli. In kompromis je temelj demokracije. In to je tisto, kar nas tudi vodi vnaprej. Pri tem bi morda želela poudariti tudi to, da smo se lotili nekaterih problemov, ki niso bili naslovljeni več kot 30 let. In tisti, ki so stali v predalih različnih ministrstev, ne samo tistih, ki jih vodi naša stranka, tudi drugih vlad, predsednikov vlad, in smo pogumno in odločno stopili na teren, ki smo vedeli, da bo problematičen, da bo tudi do njega terjalo veliko korakov. Kajti pogosto se nam je zgodilo to, da smo odprli in z iskreno željo reševanja različnih problematik trčili na mnogo katere izzive in pa tudi nasprotovanja. Ampak cilj je ostal in to je bil te stvari premakniti naprej, na bolje, v korist ljudi. Mnoge stvari so se spremenile v zadnjih letih v načinu življenja in strukturi prebivalstva in zaradi tega moramo tudi naslavljati nove probleme, se na njih odzivati, biti prožni pri teh problematikah. In če omenim zgolj stanovanjsko problematiko, tukaj resnično smo tako z Ministrstvom za solidarno prihodnost kot celotno vlado pogledali naprej, pogledali čez naš mandat, kajti to so tiste problematike, ki absolutno niso neposredno izvršljive v enem mandatu in zaradi tega, ker nimajo morda neposrednih političnih učinkov, so tudi stale v predalu. Lahko rečemo, da niso politično oportune, ampak končno je prišel čas, da smo se teh stvari lotili smo se jih konstruktivno in našli rešitve. In milijarda evrov za stanovanja v Sloveniji v naslednjih 10 letih, to je že sam po sebi zgodovinski uspeh te vlade in tisto, na kar pravzaprav smo se zavezali in tudi izpolnili. Hkrati pa seveda pred nami je še kar nekaj stvari, ki jih moramo dokončati do konca tega mandata in sem prepričana, da jih skupaj tudi bomo in pri tem pa tudi ponuditi vizijo, podobo družbe prihodnosti. In to je družba, ki temelji na vrednotah solidarnosti, vključevanju, demokraciji in dostojnega življenja za vse. Hvala. Hvala lepa, sledijo novinarska vprašanja, prosim, da se predtem predstavite. Ja, izvolite. Pozdravljeni, Rok Šuligoj, TV Slovenija. Jaz imam vprašanje za predsednika vlade in sicer vaša stranka je včeraj imela podoben dogodek ob 3. obletnici in generalni sekretar je dejal, da se v zadnjem letu ne boste oziroma ne bodo ukvarjali samo z predvolilno kampanjo, pač pa da bo na mizo prišlo oziroma prihaja tudi precej zakonodaje. Če lahko mogoče strnete, kaj so tiste glavne zadeve, ki bi jih radi v zadnjem letu oziroma kolikor je do rednih volitev še ostalo, pripeljali do konca. Hvala. Verjetno je imel v mislih, težko komentiram konkretno izjavo, ampak verjetno je imel v mislih zaključevanje postopkov, ki so že v parlamentu. V parlamentu je še kar nekaj zakonov, ki čaka na potrditev, tako na področju zdravstva, digitalizacija, psihoterapija, tudi prostovoljno končanje življenja, to je področje zdravstva. Na področju šolstva res pričakujemo še tako zakon o vrtcih, pripravlja se tudi zakon o inkluzivnosti, se pravi o inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Na ostalih področjih, na sodstvu, zdaj lahko naštevam še in še. Zakaj? Ker tako kot sem 3. maja 2022 rekel, mi nismo prišli sem zato, da bomo v enem mandatu poskušali biti všečni, ampak zato, da bomo naslovili najzahtevnejše razvojne izzive. Nekateri so zaključeni in smo zdaj v izvedbeni fazi, nekateri se zaključujejo do konca tega mandata.
Tisto, kar bi rad poudaril, je pa in se bi navezal na to, kar je ministrica povedala, pa tudi minister pred mano. Če želiš izpeljati nekaj zares velikega, moraš najprej pripraviti zakonodajo. Temu sledi zagotovitev sredstev. To je običajno povezano. Potem pa sledi izvedbeni del, v primeru stanovanj, na primer konkretni projekti. To bo recimo na konkretnem primeru, če smo 3 leta delali na zakonodaji, na zagotavljanju milijardnih sredstev, je zdaj na tem, da ta milijardna sredstva in to zakonodajo pretvorimo v konkretna stanovanja. In v naslednjem letu, do konca mandata, bo 2000 stanovanj štartanih njihova izgradnja. Tako da bojo sicer zaključeni neposredno v naslednjem mandatu, ampak poti nazaj ne bo. Na podoben način se lotevamo vseh razvojnih izzivov. Od področja znanja, cele verige, področja zdravstva in tudi ostalih. Tako da dela je ogromno, ne bo ga zmanjkalo, ampak temelj je pa spostavljen večinoma. Lara Draškovič, STA. Jaz bi se dotaknila kar tega, kar ste izpostavljali, kar se tiče javnega servisa države. In sicer konkretno glede prispevka za dolgotrajno oskrbo, kaj ste zdaj tukaj dorekli, bo možnost postopnega uvajanja, ki se je omenjalo, ali ste sklenili, da s 1. julijem, tako kot je bilo doslej mišljeno, in kje ste glede možnosti progresivnega zdravstvenega prispevka? Bom najprej na dolgotrajno oskrbo. Dolgotrajna oskrba je eden večjih projektov, ne samo te vlade, ampak politike v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Gre za to, da končno naslovimo obdobje po aktivnem življenju starajoče generacije, da to ni prepuščeno samo temu, kdo uspe priti do postelje v domu in kdo si jo lahko tam privošči, ampak da kot država vzpostavimo tudi mehanizme, da je dostojna starost omogočena vsem, ne glede na njihov materialni položaj. In prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga omenjate, je namenjen samo temu. Ciljno, namensko bo porabljen za dostojno starost, tako naših staršev, starih staršev in konec koncev nas, ko bomo prišli v ta leta in ko bomo to potrebovali. Naredili smo dodatne izračune, preverili smo dosedanje potrebe in pa storitve, razpoložljivost storitev in po posvetovanju tako z vsemi ministrstvi, kot tudi z zdravstveno zavarovalnico prišli do zaključka, da ostane prispevek tak, kot je, se pravi, ne bomo ga spreminjali. Res, da bi bilo mogoče na videz nekaj prihranka, ampak bi potem zašli v težave finančne takrat, ko bi denar najbolj potrebovali, ko bi se storitve v resnici najbolj razvile. Zato je odločitev taka, da ostanemo pri sedanjih rešitvah, hkrati pa maksimalno damo fokus in intenziviramo razvoj storitev, predvsem pa omogočiti dostop ljudem, da čim hitreje pridejo do te dolgotrajne oskrbe tudi sami. Progresivni zdravstveni prispevek? Ta zadeva še ni dokončno dorečena. Obstajajo taki in drugačni dobesedno pravni izzivi, kako to nasloviti, tako da zaenkrat ostaja situacija, kot je. Do konca mandata ali je zaenkrat, možno, da... kot rečeno, ni še dokončno rečeno. Še to bi, do konca mandata imate odprti še tudi kar nekaj kadrovskih vprašanj. Pred vami je nov guvernerski kandidat, imate še imenovanega varuha, odločali boste o ustavnih sodnikih, pa to bi prosila kar vse 3, če malo pojasnite, a bo zdaj ta nov guvernerski kandidat primeren, koga boste podprli, v kakšno smer boste to šli? Jaz mislim, da je ključno, da povemo, da o tem odloča parlament in parlamentarci so popolnoma samostojni pri svojih odločitvah, verjamte mi, da so samostojni. Vem, da se bo kandidat predstavil, vsaj naši poslanski skupini prihodnji teden, verjamem, da tudi ostalim 2, in potem bojo poslanci lahko oblikovali mnenje. Da bi danes, preden se nekdo sploh predstavi, si mi vzeli pravico in ga ocenjevali, se bi mi zdelo tudi nefair do kandidata. Pri ustavnih sodnikih, kar se meni osebno zdi, da je najpomembnejša odločitev z dolgoročnimi učinki, razumem, da obstaja sorazmerno visoko soglasje, ampak bomo počakali na predlog predsednice, preden bi želeli konkretno komentirati. Kar se pa varuha tiče, pa ne vem, če je kakšen nov predlog na mizi, tako da ne znam povedati na to temo praktično nič novo. Bi še ministrica in minister želela kaj dodati? Ne, se mislim, da je enako Mislim, jaz
Dejstvo je, da inštitucije potrebujejo, bom rekel, vodstvo in da nimamo več privilegija, da bi dolgo zavlačevali. Jaz se strinjam z tem, da se bo prišel ta kandidat predstaviti in mi pri Socialnih demokratih ne bomo, bom rekel, a priori bili proti, ko bomo slišali njegova stališča, če bo prepričal, ne vidim težav, da ga ne bi podprl. Enako pač pride se predstaviti kandidat in takrat bo vodja poslanske skupine tudi lahko komentiral, jaz sama zelo težko kar druga rečem. Bomo pobrali najprej vprašanje na tej strani, potem se selimo na drugo stran. Izvolite. Žiga Bonča, Pop TV. Jaz pa prosim pravzaprav vse tri za odziv na Komisijo za preprečevanje korupcije, uvedbo preiskave zoper premierja Roberta Goloba glede dopustovanja. Vse tri pa prosim za odziv, zato ker je pač bil gospod Subotič imenovan na vladi, kako ste glasovali. Jaz bom rekel samo tole zaenkrat, glede na vse medijski rompompom na to temo, verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve in tudi sam ne, tako da ni presenečenje, kaj bistveno v tem nima za dodati. Tako da. Ministrica, minister. Ja, mi, koliko smo glasovali na vladi, težko rečem, ampak verjetno smo podprli, če je bil usklajen, a ne, predlog, glede, kar se tiče tega uvedenega postopka, ali to, kar sprašujete, pa pač bojo institucije povedali, bomo počakali pojasnila in to je to, mislim, da ni kaj za dodajati v tej fazi. Minister. Kar se tiče glasovanja, jaz sem sigurno glasoval za. Ker smo glasovali v kompletu in nimam nobenih težav. To je ena stvar, tu bom dal pa političen korekten odgovor, dokler je zadeva v postopku, ne komentiram in to še nič ne pomeni, kaj se bo do konca naredilo. Dobro, in še ena zgodba. V zadnjem času pogosto omenjate desni populizem. Ena zanimiva zgodba je v naši neposredni soseščini, Avstrija. Neuspešen poskus umestitve dachsteinske pesmi v ustavo. Zdaj poskušajo po drugi poti in sicer to pesem umestiti v zakon o deželnih simbolih. Ta pesem pa opeva tudi slovensko ozemlje, pa me zanima, pripravljate kakšenkoli protestno noto oziroma vas skrbi to početje v naši soseščini? Jaz se ne želim opredeljevati do posameznih primerov. V sosednjih ali drugih državah bi pa rad povedal, da je desni populizem je žal na pohodu tako v Evropi, kot tudi v Združenih državah Amerike. Do sedaj še ni izkazalo, da bi take politike ljudem prinesle karkoli dobrega, čeprav so na prvi pogled všečne. In jaz sem ponosen, da smo s to koalicijo v Evropi ustvarili otok človekovih pravic, otok demokracije in pravne države. In marsikje po Evropi in celo v Združenih državah nam to zelo zavidajo. Pozdravljeni, jaz sem Tara Voditija iz Planet TV-ja, torej prvo vprašanje glede zdravstva. Zelo pogosto vas je slišati, da se hvalite, da ste uredili zdravstvo, še več, trdili ste celo, da se čakalne dobe skrajšujejo. Kaj odgovarjate bolniku, ki je dobil napotnico za operacijo čez 11 let? Jaz sem razumel, da bom začel pri začetku. Če želimo razsloviti tako temeljen izziv v zdravstvu, kot so čakalne dobe, moramo najprej vzpostaviti zdrav temelj. Zdrav temelj je, da se natančno ve, kaj je javno in dostopno vsakomur in kaj je zasebno in kar si lahko privoščijo samo tisti, ki imajo denar. In to je bila naša prva prioriteta in ta prioriteta je izpolnjena. Od tu dalje se lahko vsa ostala vprašanja in, kot sem že rekel, še kar nekaj zakonskih predlogov v parlamentu in tudi ostalih ukrepov naslovijo učinkovito. Do sedaj, brez te razmejitve, ki jo je izpeljala ta koalicija, praktično noben ukrep ni deloval. In se bom vrnil na začetek mandata. Če hočete, ker me vedno sprašujejo, kaj bi naredili drugače. Na začetku mandata sem verjel bivšemu ministru za zdravje, da če bomo dali v zdravstveni sistem dovolj denarja, bo zdravstveni sistem, tak kot je bil, sam poskrbel za skrajšanje čakalnih dob. In dali smo ves denar
ki so ga potrebovali. Vse, kar so lahko porabili, smo zdravstvu dali. Ta denar ni končal v skrajševanju čakalnih dob, ampak je končal pri zdravnikih, tudi pri zasebnikih. Čakalne dobe se pa niso skrajšale. Zato smo se lotili stvari drugače. Ja, na rezultate bo treba počakati, ker rezultatov se čez noč ne da ustvariti, ampak temelj je vzpostavljen. Na tem temelju bomo ustrajali. Jaz sem prepričan, da je to edina pot, ker mislim, da je bil Einstein tisti, ki je rekel, ako poskušaš problem reševati na isti način, brez sprememb, se žal zmeraj enako konča. Imam še drugo vprašanje. Predlani ste poskušali zaustaviti odstrel medvedov na pobudo svoje partnerke Tine Gaber. Zaradi neupoštevanja vaših navodil prav v zvezi z medvedi se s funkcije mora posloviti celo minister Uroš Brežan. Kako ste ravnali letos, boste preprečili odstrel medvedov? Jaz mislim, da je vaše vprašanje izven konteksta. Verjetno ste seznanjena, da je odločba o tem že zunaj, tako da res ne razumem, o čem me sprašujete. Gremo zdaj na drugo stran. Ena demokracija, Siol. Vendar, gospod predsednik, prej ste že omenili smo že nekako afero karikatur, pa mene vendar ne zanima. Vsi ste danes v bistvu izrazili prepričanje, da boste na naslednjih volitvah dobili še en mandat. Zdaj imate nekako 2 postopka odprta pred komisijo za preprečevanje korupcije. Jeseni se nekako napovedujejo novi referendumi. Boste ob vseh teh zgodbah lahko zdržali pritisk opozicije in največje opozicijske stranke, ki je v bistvu že mobilizirala svojo volilno bazo v bistvu na zadnjem referendumu. In v zvezi s tem me mogoče še zanima, kako komentirate v bistvu današnje izjave Vladimirja Prebiliča, da vaše navedbe o tem, da pred volitvami ni smiselno dobiti leve sredine razume kot nek strah ali pa zapiranje političnega prostora. Lahko seveda tudi predsednik policijske strane. Dobro, najprej bi odgovoril na zimzeleno vprašanje, ki ga poslušamo že praktično od postavitve vlade, ali boste odstopili oziroma ali bo koalicija zdržala. Jaz res se spomnim napovedi od predčasnih volitev, ki so se začele, mislim, da enkrat spomladi 23 in se kar nadaljujejo. No, in bom razveselil ljudi, pa mogoče razočaral kakšnega politika. Ta koalicija je pokazala svojim delom, ne z besedami, svojim delom in z odločitvami takrat, ko je bilo najtežje, da smo enotni. Potrdili smo vse zakonodaje, ki so naslovile najtežje izzive. Tiste, ki so se jih drugi izogibali. Zato sem jaz več kot prepričan, da bo ta koalicija vzdržala ne samo do konca, ampak da se bomo skupaj podali tudi na volitve in s svojim programom moderne socialne države, ki bo vključujoča in temeljila na znanju, prepričali tudi ljudi, da si želijo živeti v taki državi. Kar se tiče te izjave, ne bi šel na posamezne izjave, bi rad povedal samo nekaj drugega. Vsak vstop na politični parket je obogatitev. O tem ni dvoma. Moramo pa se vprašati, kar se nas tiče, samo 2 stvari. Prvo, kakšen je odnos novih akterjev do ločitve med javnim in zasebnim. Ali se kdorkoli, ki vstopa na parket, opredeljuje, da bo še naprej krepil javne sisteme, javni servis, javni zdravstveni sistem, javno šolstvo. Tisti, ki je že v preteklosti, ko je bil član kakšne druge stranke, zagovarjal drugačna stališča, bomo težko verjeli, da namerava po tej poti. In druga, še bolj pomembna, so vrednote. Kdor namerava sodelovati in kdor vidi prihodnost Slovenije v sodelovanju s tistimi, ki zanikajo osnovne človekove pravice, kot je na primer pravice žensk do svobodne odločitve o splavu, kot je na primer vprašanje priznanja Palestine. S takimi si res težko predstavljamo sodelovanje in vsi novi akterji pričakujemo od njih, da se bodo do teh osnovnih civilizacijskih vprašanj zelo jasno opredelili, tudi jasno povedali ljudem, zakaj se zavzemajo in ne bojo govorili o floskulah, ampak o konkretnih odločitvah. Potem bomo dosti lažje komentirali vse ostalo. Minister Han. Najprej, mi smo pred 3 leti zavestno podpisali koalicijsko pogodbo in kot sem že prej dejal, to koalicijsko pogodbo kljub vsem težavam, na katerega mi nismo imeli vpliva,
jo bomo do konca mandata na nek način v veliki meri izpolnili. Jaz osebno sem prvič predsednik moje stranke, ki je že 35 let na terenu in ne menjam strank zato, da bom imel kak političen glas več. Se zavedam, da je biti socialni demokrat včasih težko, drugače pa v veliki meri pa zelo lepo. In mi bomo šli normalno, samostojno na volitve, zavajajoč se, kaj so naše osnovne vrednote, ki jih pa ne menjamo. Kljub vsem populizmom in vse, kar se ta moment dogaja. Mogoče moramo imeti pa na kakšen odgovor, drugačno rešitev, zato da te populizme na nek način, tako leve kot desne, lahko ustavimo. Bom pa zelo zanimiv, pa zdaj bom osebno malo rekel. Bom spremljal novinarska vprašanja posameznim predstavnikom političnih strank, ker ko jaz rečem kakršnokoli besedo, ali boste šli z Janezom Janševo vlado. Še ni naredil, da nisem stavka izgovoril, da me ni vprašal novinar, ali bom šel z Janezom Janševo vlado. Ne, jaz vse spoštujem, ampak jaz bom naredil vse, da bo ostala levo-sredinska vlada. Ministrica. Ja, v Levici seveda menimo, da sodelovanja s tistimi, ki so nas pred prejšnjimi volitvami želeli prepovedati, ki ves čas sprožajo sovražni diskurs okoli vsega, kar je drugače, kar je manjše, kar ni v skladu z njihovim prepričanjem, kako bi ljudje in družba morali delovati, seveda ni mogoče. Mi smo za dialog, za demokracijo in absolutno za vsakršnokoli argumentirano razpravo. Vedno in posod, ker smo zavezani demokratičnim vrednotam. Nažalost pa imamo v slovenski politiki v Levici nekako podoben status, kot ga ima kultura znotraj tega področja, in to je, da kadar pride do tega, da je potrebno si izbrati nasprotnika, postanemo mi prikladna boksarska vreča za vse, predvsem za desni populizem in skrajno desne stranke na političnem parketu. In mislim, da je tudi čas, da se, in to smo dokazali v tej vladi, da se nehamo pogovarjati o tem, kaj in kako kaj se je dogajalo v preteklosti in to aktualizirati in nabirati politične točke na teh stvareh, ampak da se končno posvetimo vprašanjem tukaj in zdaj, aktualnim vprašanjem današnjega časa in vizije prihodnosti, v kakšni državi, družbi želimo živeti, tako znotraj naše države, kot tudi evropske skupnosti in na svetu. Konec koncev je to tisto, kar je za nas pomembno, in to se navezuje tako na vprašanje, ki je bilo postavljeno glede Avstrije, drugih vprašanj, tudi držav, ki seveda z desnim populizmom želijo kršiti demokratične vrednote, nabirajo notranje politične točke s tem, da omalovažujejo ali prevprašujejo od ozemelj zgodovine sosednjih držav ali pa preprosto tistih družbenih dogovorov, pridobitev in pravic, ki so bile že zdavnaj dosežene. Nikakor v Levici nikoli, konec koncev, tako smo tudi nastali, nismo nikogar izključevali, se vedno povezovali, tudi v koaliciji, če se spomnite na volitvah pred 11 leti, in moram reči, da vso to izključevanje in pa tudi poniževalen diskurs, ki ga srečamo v družbi, tudi do žensk, do konec koncev tudi glede novinarskega vprašanja, ki je bilo nedavno zastavljeno tule, do drugače mislečih, do tistih, ki pravzaprav ne ustrezajo neki predstavi, to vidimo vsakič v parlamentu, mislim, da je temu treba reči ne in da je čas, da politika govori o argumentih in o tem, kako bomo na tem planetu in tej državi skupaj živeli za boljšo prihodnost. Nažalost, jaz takih stvari od desnice do zdaj
še nisem videla, ko pa jih bom, in pa seveda bomo z veseljem tudi lahko se bolj resno pogovarjali o tem. V bistvu zanimalo samo to, če lahko vaše izjave, gospod predsednik, razumemo v bistvu v tem smislu, pa da končamo te polemike ali pa ta zimzeleno vprašanje, temu naredimo konec, lahko ti vaše današnje izjave razumemo kot da predčasnih volitev v tem mandatu ne bomo videli, da ne boste predčasno vstopili in če v bistvu, kar me bolj vsebinsko zanima, je pa, kar se tiče pokojninske reforme, če menite, da je realna možnost, se pravi, da pride do referenduma o tem vprašanju, glede na to, da ima del sindikatov pomisleke glede te reforme oziroma jo precizirano nasprotuje. Potem pa še v bistvu za gospoda Hana bi vprašanje, zakaj se v bistvu zapleša pri zakonu o gostinstvu, ki se v bistvu maknil zdaj iz parlamentarne procedure, pa še za gospod ministrico glede celotnega v bistvu paketa medijske zakonodaje, se pravi, kdaj bo tretja obravnava pa sprejem novega medijskega zakona, pa zakon o RTV, pa zakon o zelo... Pa najprej o predčasnih. Pa zdaj predčasne volitve najprej. Predčasne, predsednik. Govorim že 3 leta, ali pa 2 leti in pol in danes nam naš vračamo dogovor, ta vlada bo zdržala do konca, ta koalicija bo zdržala do konca, tako da to je to. Referendum pokojninski še? Nočem špekulirati o stvareh, ki so hipotetične, zato v tem trenutku ne vidim smisla govoriti, bi pa dodal. Pokojninska reforma je bila 2 leti usklajevana s vsemi socialnimi partnerji znotraj strukturiranega socialnega dialoga. Rešitev kot je uravnotežena. Ni ne v eno stran, ne v drugo. Razumem, da bi vsaka stran lahko si želela iztržiti še več, ampak to je plod več časa trajajočih pogajanj. Jaz spoštujem to, da so pogajalci našli kompromis, o katerem so se strinjali. In zato se mi zdi ta rešitev daleč najboljša od vsega. Minister Han, zakon o gostinstvu? Najprej na te predčasne volitve. Bolj se bomo bližali tem datumu, večja histerija v tej državi bo. Za verjetno kak delček histerije je odgovorna vlada s kakšnim, bom rekel, odločitvijo, ki bi lahko bila nepotrebna. Zdaj, neki je seveda ta, bom rekel, ozadja, ki želijo na vsak način, bom rekel, spremeniti koalicijo, vlado in tako naprej. Neki pa tudi, se nikdar nisem komentiral, neki pa tudi na dnevni bazi, bom rekel, mediji, ki sprašujejo stvari, ki jih pojasnjujemo, pa ne želijo biti na nek način razumljeni. Zakon o gostinstvu je zelo preprosto in iskreno. Zakon o gostinstvu je zelo zahteven, naš cilj je bil, da na nek način tudi zaradi Airbnb-a, zaradi vsega teh zadev, ki so problematične v Bohinju, v Bledu, v Ljubljani in tako naprej, naredimo red na tem področju. Dobili smo tudi, bom rekel, direktivo iz Evrope. Ko smo ta zakon mogoče šli malo bolj široko zavzeti, smo v prvem branju šli skozi državni zbor, zakonodajno-pravna služba je bila mnenja, da je pač na nekaterih členih lahko sporna tudi skladno, lahko sporno glede na ustavo. Zato smo se dogovorili z zakonodajno-pravno službo, na nek način, da gremo pogledati amandma za amandmajem in probamo zadeve urediti, da ne bo kakšnega problema. Predstavili smo to na koaliciji, predstavili zakon za en mesec in v bistvu to je vsa zgodba. Nobenih ozadij ni ozadij, ampak to je moj način dela. Jaz nisem človek, ki bi, ko dobim na nek način kritiko, ko dobim na nek način eno dobro zadevo, da je treba spremeniti, pač spremenim. In to bom delal do konca, dokler bom minister. Tako da samo ta ozadje je. Potem ga bomo predstavili še vse zainteresirane javnosti in verjamem, da bodo v septembru 3. branje sprejet. Še ministrica na paket medijske zakonodaje. Ja, no, zdaj, če ne bo predčasnih volitev, lahko rečem, da bo medijska zakonodaja v tem mandatu gotovo sprejeta. Je pa medijska zakonodaja kot paket, ki ste ga predstavili, se pravi od zakona o STA, RTV in pa zakona o medijih.
tisti del politike, ki je stal zadnjih 20 let iz takih in drugačnih razlogov, kdor pa se ga je mogoče lotil, pa je dobil tako veliko nasprotovanje politično, a ne, da to ni bilo sprejeto. Mi smo tukaj kot vlada zavestno šli v to in tudi na Ministrstvu za kulturo, in tudi konec koncev smo kot stranka že predtem v prejšnjih mandatih ves čas opozarjali na problem, recimo pri RTV-ju, političnega vodenja in tako naprej. Prva novela je bila sprejeta, obranjena, kar se RTV-ja tiče, druga v javni razpravi, in mislim, da bo okrepila javno službo, javni interes, tudi zagotovila financiranje, enako pri medijski zakonodaji, za katero lahko rečem, da je marsikdo meni, pa verjamem, da tudi kolegoma rekel, da je čudež, da smo jo pripeljali že do kjer smo, in tudi bo seveda na enih bo sprejeta, na enem izmed prihodnjih sej. Tu je bil res maksimalen širok političen dialog, gre za zakonodajo, ki mogoče se ne zdi, da vpliva na vsega posameznika, ampak vpliva na celotno družbo in zaradi tega je to tudi tako zahtevno. Kar se tiče pa STA-ja, pa enako mislim, da smo tik pred tem, da zadevo zaključimo. Še ena stvar, ki pač jo je treba rešiti, a ne tehnično, bolj ali manj, ampak do tega do zdaj ni bilo, smo resno se lotili tudi tega, tako da. Sijol, potem pa še demokracija. Izvolite. Komunikacija je res zelo pomembna in govorili ste o soglasnem dialogu in enotnosti znotraj koalicije. Kako pa si potem predstavljate tudi ohranjanje te enotnosti znotraj koalicije in seveda potem tudi imeti nek odprt dialog s družbo tudi v času do volitev, ko se v bistvu pogosto v ospredju tudi pojavijo politični toni in je tudi v bistvu manj prostora za nek vsebinski razmislek. Takrat, ko je nekdo zavezan dialogu, to ne pomeni, da je to samo zavezan, ko se strinjamo vsi z vsem, ali pa drugi z njegovimi stališči. Dialog je ravno obratno. Dialog je predstavitev različnih stališč. In kot sem rekel, že do sedaj nismo imeli enakih pogledov za vsako stvar. Ampak ko smo se nekaj dogovorili, smo to izpeljali. To je tisto, kar šteje. Dialog je namenjen iskanju takih rešitev, ki jih, tudi če so težke, na koncu lahko izpeljemo. In če smo se kje kot koalicija odlikovali, smo se na tem področju, kar je dokazano tudi v parlamentu pri glasovanjih. Jaz razumem, da bo zadnje leto, kot je rekel gospod Han, kar nekaj histerije v državi, bliže kot bomo volitvam. Jaz to imenujem volilna kampanja. Ta sicer traja v resnici že cel mandat strani nekaterih, ampak to je manj pomembno. Če bomo obdržali, namen imamo jih obdržati, naše linije komuniciranja odprte, in ker se spoštujemo, ker smo že toliko skupaj naredili, se je dosti lažje spoštovati, ko skupaj delaš 3 leta, sem pripričan, da bomo to tudi obdržali do konca. Še več, jaz sem pripričan, da bomo to nesli s sabo v naslednji mandat. Ker to je temelj. Mi imamo ne nujno soglasje o vsem, imamo pa medsebojno spoštovanje in zaupanje, in to je tisto, kar največ šteje. V družini se verjetno ne strinjamo vsi z vsakim, ne z očetom, ne s sestro, ne tako naprej. Ne. Ko gradimo hišo, ima vsak svoj pogled. In ko bomo šli na volitve, bomo imeli vsi svoje, na nek način, programe, predvsem pa izvedbene programe. Imamo pa nekaj skupno te 3 stranke. Nekatere vrednote, ki imamo zelo poenotene ali pa enake. Kako pa pridi do nekaterih rešitev, imamo pa verjetno drugačen pogled. In ja, nekje se ne strinjamo, kar se tiče pa Socialnih demokratov, bi pa jaz rad imel bistveno večji vpliv v naslednji levo-sredinski vladi. Hvala. Še ministrica. Pošteno, ne? Ja, tudi sama menim, da bomo šli na volitve poenoteni predvsem glede tega, kar smo dosegli v tej vladi. In gotovo si nihče ne želi, ali pa saj ne tisti, ki smo zavezani demokratičnim vrednotam, da bi živeli v eno- ali dvopartijskem sistemu. Mi imamo politični sistem, za katerega smo se odločili ob osamosvojitvi, in zato je tudi pomembno, da imamo različne glasove
Levica je ostala ves čas zavezana enakim programskim izhodiščem in verjamem, da tudi tiste, za katere smo se dogovorili, jih uresničujemo znotraj vlade. Dejstvo pa je, da seveda znotraj vlade je, kot je bilo večkrat rečeno, je iskanje kompromisa in to je politika in to je demokracija. Marsikatera odločitev te vlade bi bilo gotovo brez Levice drugačna ali pa brez drugih partnerjev in vesela sem, da lahko soustvarjamo to zgodbo tudi pri drugih resorjih. Od zdravstva, 11 let smo opozarjali, kot je bilo rečeno, na ločitev privatnega in javnega zdravstva. In to je eden izmed temeljev in eden izmed vrednot, ki nas tudi združuje. Zato smo šli v to koalicijo, zato bomo v njej ostali in verjamem, da bomo lahko prepričali na volitvah volilce in volitve, da je edino smiselna, razvojna koalicija za Slovenijo tista, ki je zavezana ljudem, dostojanstvenemu življenju in pa solidarni družbi in to je leva sredina. In še Gašper Blažič, Demokracija, izvolite. Gašper Blažič iz tednika Demokracija. Govorili ste o vprašanjih razvoja, o prihodnosti in bi najprej imel za vprašanje za gospoda premijerja Roberta Goloba in za ministra za gospodarstvo Matjaža Hana prav v zvezi s tem, ker v zvezi s tem namreč je bilo ugotovljeno, da se je zanimanje nemških vlagateljev za Slovenijo v zadnjem času kar konkretno zmanjšalo in sicer zaradi povečevanja davčnega primeža in birokracije. Po drugi strani pa je bilo kar nekaj zadnje čase tudi kakšna kontroverzna izjava dana v zvezi s podjetniki, obrtniki. Na to se je odzval tudi predsednik uprave NLB Blaž Borovnjak in zdaj vprašanje najprej za premijera, kaj bo vlada naredila za zmanjšanje teh bremen in pa vprašanje za gospoda ministra, ki je bil tudi župan nekdaj in ve, kaj pomeni navzočnost gospodarstvenikov, obrtnikov v občini, ali je opozarjal na to, da se je vlade in ali bil slišan. Potem pa še na koncu vprašanje za gospod ministrico Asto Vrečko v zvezi z tem referendumom, ki je bil ravno izveden. Predtem ste bili kritični do starega zakona iz leta 1974, ponovno nekako teh kritik vi slišati, bili ste celo proti, da bi ta zakon bil razveljavljen. Kaj se je zdaj spremenilo in koliko odločb je bilo podpisanih letos za dodelitev izrednih pokojnin po tem zakonu, posebej sedaj o tem neko referendumu. Potem pa tudi, kako komentirate medijsko poročanje, da je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo projekt v zvezi s medijsko pluralnostjo, kjer je v ekspertni skupini navzoč tudi vaš ožji družinski član. Hvala lepa. Če lahko jaz prvi smo se s predsednikom prvo vprašanje. Najprej na našem ministrstvu in tudi s predsednikom vlade seveda spremljamo dogajanje v gospodarstvu doma in v tujini. In moram reči, da nas skrbijo te ocene, se pravi o padcu BDP za 0,8% in tudi jaz sem zelo intenzivno prebral ta poročilo Nemške gospodarske zbornice, danes smo z njimi govorili, upam, ker sem šel na sejo na novinarsko, v petek se dobimo in da gremo od segmenta do segmenta, kje so problemi. Ampak eno stvar bi pa vendar rad povedal. Slovenija ni izolirana. Slovenija je izvozno naravnana gospodarska država in ne smemo pozabiti, Avstrija in Nemčija, 2 leti so že v recesiji. In seveda, glede na to, da so to naše najbolj pomembne gospodarske partnerice, imamo mi tudi s tem težave. Drži, ne bom bežal o tem davčnem pogledu, ki ga pač imamo. Vsi mi vemo, kje smo mi na davkih dobri, kje smo odlični in kje moramo zadeve spremeniti. Zato je za moje pojme vendarle naloga vseh nas, da država, gospodarstvo, sindikati, da se sedemo za isto mizo in da za to mizo ni tabu teme, kar se tiče, dvigovanja gospodarske rasti, ni tabu teme, ampak to pomeni davčna
davki, administracija, potem o tudi investicijah, zakaj do tega ne prihaja in tako naprej. In da je treba poslušati, in zdaj bom rekel, ko sem imel glih Brodnjaka, ste omenil, ne, in poslušati kot politik od gospoda Brodnjaka do gospe Jerkičeve. Vse moramo na nek način nasloniti in najti nek družbeni dogovor. Da vas pa pomirim, 0,8% GDP-ja, ki je padel. Ključni faktor je padec gradbeništva. In danes imamo na Ministrstvu za finance, zdaj, ko gremo, sestanek na to temo. Sami gradbeniki mi ne znajo razložiti, pa verjamte mi, da vse skoraj poznam. Od kje padec gradbeništva glede na to, da se na razpise prijavlja eno samo podjetje, da so cene visoke in da celo kakšno gradbene zgodbe zapirajo, da gre drugam. V glavnem ne znamo oceniti, kje je do tega prišlo. Tako da, ampak vseeno, resno smo zgodbo vzeli in bomo verjetno nekatere zadeve mogli spremeniti. Tako da, včeraj sem bil tudi na Hrvaškem, kjer smo imeli podobne pogovore in verjamem, da jih bomo naslovili in zadeve tudi uredili. In bojo rezultati, čez nekaj časa boste videli dobro. Kar se tiče pa investicij, samo eno stvar vam povem. V Sloveniji na moji mizi je za milijardo pa pol investicij, kjer bi gospodarstveniki radi investirali v Sloveniji. In to so tudi slovenska podjetja. In če samo naštevam, tukaj je predsednik rekel, Lek, Revoz, avtomobilski grozd, gremo, se pravi, Palfinger, Paloma, in za 1,6 milijarde. Če bi vse to država dala, bi mogli dati cirka 300 milijonov v 3 letih. In vam eno stvar povem, ko zmeraj govorijo okoli teh razpisov, teh 300 milijonov, več kot polovica dobimo takoj nazaj z DDV-em. Zdaj se moramo samo odločiti in zdaj je čas, ko imamo proračun, kako bomo vse ta cikl investicijski v Sloveniji nagradili. Da pa ne govorim drugo, da tudi iz drugih držav, drugih celin, Kitajska in tako naprej, zelo intenzivno hodijo po Sloveniji in želijo investirati v Slovenijo. Hvala. Predsednik, bi vi kaj dodali? Jaz bi se navezal na ta del zadnji. Mislim, da je najboljši pokazatelj dejanske gospodarske klime in interesa tujih podjetij so njihove investicije. Ne analize, ne poročila zbornic, ampak konkretne investicije. In jaz se ne spomnim, kdaj nazadnje smo bili priča takemu investicijskemu ciklu tujih podjetij, ki so investirala v delovna mesta prihodnosti z visoko dodano vrednostjo. Ker to je tisto, kar moramo omogočiti našim državljankam in državljanom, da imajo delovna mesta visoko dodano vrednostjo in posledično tudi visokimi plačami. In moja izjava, ki je bila popolnoma narobe interpretirana o tem, da ne moremo graditi prihodnosti Slovenije na uvozu poceni delovne sile iz Azije, temveč da ta delovna sila, če se jo da zadržati nekje drugje, naj tam tudi ostane in se jo tam zaposli, ni nujno, da je destinacija Slovenija. Jaz želim, da so v Sloveniji delovna mesta primarno za Slovence in to delovna mesta s čim višjimi plačami. To je moja naloga. Ne da skrbim, da zaposlim čim več tujcev, pa s čim nižjimi plačami. In odtle pač smo imeli takaj besedni dvoboj na obrtni zbornici. In to je vse. Bi pa sem še to rekel, ker je minister mogoče, z obrtniki se posebej pogovarjamo, imamo tudi inicijativo, da bomo posebej z njimi naslovili nekatere izzive. Res. Da ne bi izpadlo, da obrtnikov ne posebej obravnavamo, z obrtniki se posebej pogovarjamo in ministrstvo je aktivno. Niso vse rešitve, ki jih moramo tako ali drugače uporabljati pri velikih podjetjih, tudi avtomatično prenosljiva na obrtnike. In tle se bo iskalo rešitve, ki bodo spodbujale obrtnike, tudi z vidika zmanjšanja administracije, kajti danes smo včasih bili, pa v preteklosti smo bili včasih tudi bolj papeški od papeža, ne ta vlada, vse vlade pred nami, pa so kar enaka pravila uporabljali za vse. Od najmanjšega
enočlanskega SP-ja pa do korporacij. Ta del moramo spremeniti na tem ministrstvu. Samo mogoče, če lahko dodam sam predsednika. Vi veste, da tudi Evropa se je začela malo trezniti, kar se tiče administracij, ker na koncu mi smo implementirali direktive, včasih pa dali, to, kar je rekel predsednik, še mal dodali in si naredili mogoče kakšno težavo. Z omnibusi, ki so napovedani, kjer je želja, da bi Evropa na generalno za 35% razbremenila administracijo, imamo vsak ponedeljek na našem ministrstvu vsa združenja, obrtna, gospodarska, se pravi, kaj so tele, v glavnem vsa združenja, kjer imamo direktno povezavo z našimi ljudmi v Evropi, ker gospodarstveniki želijo na nek način najti rešitve, ne pa politika, kaj bo dobro za naše gospodarstvo, da na nek način te administracijo jo počasi zmanjšujemo, ker to bo imela drugače Evropa problem. In zato nas tudi Kitajska in, bom rekel, Amerika prehitevata. In še ministrica na druge teme, izvolite. Ja, vaše vprašanje kaže predvsem na to, da očitno včerajšnje razprave v parlamentu absolutno niste poslušali, kajti daleč od tega, da bi mi podpirali prejšnji zakon ali da bi zdaj rekli, da z njim ni narobe. Večkrat smo poudarili tako sama kot drugi razpravljalci, poslanke in poslanci, da je zakon iz leta 1974, ki dodeljuje izjemne podatke, slab in je pomanjkljiv. In seveda omogoča dedovanje, ker ni tam noter eksplicitno prepovedano, nima jasnih kriterijev in daje arbitrarno vsakevršnemu ministru in ali ministrici. Ampak to je seveda razlog, da smo mi naredili nov zakon. Zakon, ki je tehnično izpopolnil to, sledili temu, kar nam je naročilo Računsko sodišče že leta 2010, ampak do zdaj pač tega nihče ni upošteval. In zaradi tega smo tisti zakon, ki je bil pa zavrnjen na referendumu, tudi naredili. Zdaj, opozarjali smo celo kampanjo, da zavrnitev našega zakona, ki izpopolnjuje in odpravlja pomanjkljivosti prejšnjega, pomeni, da bo veljal stari zakon. Po starem zakonu pa je prejšnja vlada Janeza Janše in minister iz kvot SDS podeljeval točno te pokojnine in to v 2 mandatih. In to, kar smo včeraj poslušali, enostavno je bilo nič drugega kot navadno sprenevedanje, da ne uporabim kakega hujšega izraza. Gre pa za to, da nikoli prej ni bilo predlagan, da se stari zakon ukine, ne, še celo uporabljal se je in to s ponosom, hkrati pa sedaj, če bi ta zakon, se pravi, če bi sprejeli opozicijski predlog, bi zakon ukinili, pa gre za to, da bi v neenakopraven položaj postavili kulturnike in znanstvenike napram športnikom. Zakon iz leta 1974 je slab, ampak je. Če ga pa ukinemo, ga pa ne bo več, medtem ko športniki imajo svoj zakon iz leta 2017 in za njih velja ta zakon. Žal je naša ideja, da bi uredili neurejeno področje, bila zavrnjena, predvsem na popolno zmanipulirani kampanji, ampak tako pač je. In vsaka beseda tukaj, ki smo jo poslušali proti kulturi in glede tega zakona strani opozicije, je enostavno bila neresnična in predvsem si želim, da ne bomo več tovrstnih napadov na umetnike in umetnice kot tisti en marginalni družbeni del, na katerega se lahko vedno znašajo in pelje njihov kulturni boj in pa predvolilno kampanjo ne bomo več poslušali. Kar se pa tiče vašega drugega vprašanja glede raziskovalnega projekta, pa je bil ta projekt razpisan v času prejšnje vlade, tudi razpis je bil, rok za oddajo razpisov je bil v času prejšnje vlade, ne samo to, bil je končan pred volitvami in vodila je v celoti postopek javno raziskovalna agencija, ne ministrstvo, in ko sem sama nastopila, sem seveda to tudi prijavila KPK-ju, možen konflikt interesov, pogodbo pa je podpisala raziskovalna agencija. Hvala in še zadnje vprašanje pripada Luki Mlakarju z Nojena. Luka, spet. Samo še to zanimalo, mislim, da je nekdo
govorca prej dejal nekaj tem smislu, češ, da gre koalicija skupaj na volitve, pa me samo to zanima, ali boste sklenili kakšno predvolilno zavezništvo v bistvu pred volitvami, s katerim bi še dodatno formalizirali svoje sodelovanje. O tem še nismo govorili, je še dovolj časa, tako da je prezgodaj za komentiranje. Mi smo imeli pa kul. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Vsem želim lep dan in nasvidenje. Hvala. Hvala lepa.